osebno me zanima oni padec 5 vratic pred ciljem, po poškodbi. Medalje imaš, misija se uresničuje, zgrneš se, letiš verjetno do cilja ali skozi cilj. Kaj prvo pomisliš, kaj se rečeš, so solze, ali jočeš znotraj sebe, si kdaj jokal, ker si bil poražen? Motiv je lahko kajkoli. Za tiste fante, ki so me takrat dobili na tisti tekmi, oni niso bili vrhunski smučari, da bi bili zmagovalci svetovnega pokala, ampak so bili vrhunski. Ker je rekel Jean-Claude Killy, en med največjih smučarjev vseh časov, je rekel, jaz ne rabim snega, da bi treniral. Da bi smučal, da bi treniral. Hvala, da se to ne. Eden med največji ali pa največji problem treninga je živčni sistem. Ne mišični sistem, živčni sistem. Ko je centralni živčni sistem zelo obremenjen, takrat prihaja do tistega burnouta. Po tej tretji operaciji križne vezi sem rekel, zdaj je pa be or not to be. No, in to je moje vprašanje. Lahko planiraš vse, v športu je isto. Treniraš ko norc, vsako jutro, vsak večer, vsak dan, sanjaš, kaj boš naredil, stopiš na štart, pa pojahaš prvo vratico. Ja, se zgodi, ja. Kak se športnik, a pa ti, kak si se nosil s porazi? Ko si, ne vem, veš, koliko zmag si dosegel v svetovnem pokalu? 26. 26 zmag v svetovnem pokalu v eni izmed disciplin. Koliko olimpijskih kolajn? 4. 4. Ja. Koliko medalj na svetovnem? 3. 3. Še kaj takega? En podatek, ki normalno ne govori se veliko, ena stopnička ali pa 2 stopnički pod svetovnim pokalom so FIS tekme. Takrat ko sem jaz peljal, so kar smučali tudi vrhunski smučari. In 150 stopničk imam v FIS tekmah. To ChatGPT ne ve, veš. Zame to je interesantno. 150 stopničk. Ja, od tega 70 zmag, ja. To je tako, ne vem, kako bi povedal, kot da bi svetovni pokal so Masters ali pa turniri Grand Slam in FIS tekme so ATP turnirje. Ja, mislim, včasih tam se težje prebiti, pa potem, ko se že enkrat... Ker jaz sem, ko bi prišel na kakšno FIS tekmo pred kakšnim pomembnim tekmovanjem, tako kot so bile olimpijske igre ali pa svetovna prvenstva, bi vedno šli na kakšno FIS tekmo. In tam so vsi bili zelo motivirani, da mene dobijo. Jaz pa nisem bil tako motiviran. In verjamete, da sem 7 dni, preden sem postal svetovni prvak v slalomu, sem bil na FIS tekmi v Italiji in sem bil 7. 7 na FIS tekmi. Ampak takrat pa dobiš več malo. Zdaj se zbudim. Zdaj se bolj zbudim, ker zdaj prihaja tisto, kar je pomembno. In te tudi nauči, da moraš dati vse od sebe, tudi takrat, ko nisi zares motiviran. No to, ko se je ravno omenil, pa nisem bil ful motiviran, pa so oni bili motivirani. Kaj sploh za tebe beseda motivacija pomeni? Ne vem, ko si zdaj bil na štartu, pa rečeš, oni so bolj motivirani od mene. Kaj je sploh za tebe motivacija? Ali si takrat bolj osredotočen? A imaš večjo željo? Kako se lahko to pozna? Recimo, seveda, enih 56 sekundah lahko. Motiv je lahko kajkoli. Motiv se vedno bolj identificira z ciljem. Kakšen je tvoj cilj? In motiv je tisto gorivo za doseganje cilja. Motiv je lahko kajkoli. Za tiste fante, ki so me takrat dobili na tisti tekmi, oni niso bili vrhunski smučari, da bi bili zmagovalci svetovnega pokala, ampak so bili vrhunski, bili so super. In takrat, ko je prišel na štart zmagovalec svetovnega pokala, so si povedali, jaz bi ga rad dobil. Zdaj, ko je prišel, sigurno, veš, ni tako motiviran, zdaj ga lahko dobimo in lahko povem doma, dobil sem Ivico. To je tudi motiv.
Je, ja. Ampak motive lahko najdeš, kajkoli ti je lahko motiv. Samo pri motivih je nekaj zelo pomembno, ne vem, če bomo se do tega še dotikali, ampak pri motivih je zelo pomembno, ali so to notrni motivi ali so vanjski. In tu je kar velika razlika. Lahko malo več poveš, kaj misliš zunanje pa notranje pri tebi. Kaj je tebe gnalo, da si sploh vztrajal v športu? Ta zgodba je kar povezana s tem operacijami in tistim, kar sem preživel v bolnišnicah in tako, kjer sem naučil, katere stvari so zares pomembne. In takrat vidiš, da tista motivacija, ki te normalno gane naprej, ne? Normalno so rezultati na prvem mestu, vedno med vsemi športniki, ampak tudi zelo visoko kotirajo tudi denar, pa priznanje, slava. Ne? In to so tisti motivacijski faktori, ki so pri vsakem športniku prisotni. Ne? Ampak zanimivo je, da so vse tri vanjski faktori. Ja. Vanjski to pomeni, da so tisti, ki niso pod tvojo kontrolo. Ja, no, dobro. Ja. In je rezultati so do ene dokaj pod tvojo kontrolo, ampak tudi drugi dirkajo, tudi drugi hočejo zmagati, ne? In pol ne moreš. Ne moreš, ne? Mislim. Totalno. Ok, to je odvisno od konkurence, odvisno od veliko drugih stvari. Drugo, denar, tudi odvisen od rezultatov. Ja. Pol, slava, meni, da je tudi odvisna od rezultatov. Ja. Ampak, če se motiviraš z katerimi koli od teh vanjskih faktorjev, je pomeni, da si odvisen od nečemur, ili kako se kaže, ne znam, nečemu, kaj ni pod tvojo kontrolo. In to je pol zelo slabo, če nimaš rezultate, če nimaš denarja ali pa nimaš slave. Ker vsi vemo, da v športu kot v biznisu, kot v življenju gre vse gor, dol, gor, dol, gor, dol. In pol, če ti svojo motivacijo daš v denar, v rezultate, v slavo, ne, takrat, ko boš dol, bo tvoja motivacija tudi dol. In to ni dobro. Takrat, ko si dol, tvoja motivacija mora še vedno biti na visini. In ko ti ne gre. Ja, ker samo tako se lahko čim hitreje zdigneš spet gor. Če ti je pa vse padlo dol, če ti je zdaj motivacija, pa se usedeš pa praviš, zdaj sem gotov, ne. To je za tebe slabo. In kaj si ti našel? Lej, tista prava motivacija, zdaj bom eno simbolično zgodbo povedal, mislim, ko sem jaz bil na zahodu svoje kariere, ne, pri koncu, imel sem res zelo veliko problemov z kolenom in nisem več dirkal 100%, ne. Ampak sem še vedno dirkal in novinarji so me vsi vprašali, zakaj še vedno dirkam, zakaj ne neham, ne. In jaz res nisem mogel povedati, kako naj jim povem nekaj, kar bojo težko razumeli. Ker normalno je, da športnik dirka zato, da bi bil najboljši. Ne. Ja. Ok, rezultat je, ne. Da bi zaslužil denar, da je slaven, ne, priznat. Ampak pol sem se spomnil ene Nike reklame, ki je bila pred 30, mogoče pa še več let. Črno-bela je bila reklama in en dirkač dirka na Kreber, ne, v hrib, v enem gozdu, sam. In moderator pravi, money doesn't wait on the top of the hill. Glory doesn't wait on the top of the hill. Crowds do not wait on the top of the hill. The only thing that waits on the top of the hill is the top of the hill.
Za me osebno je to ena med največjimi resnicami, kaj vsaki človek lahko vzame, kot v športu, kot v biznisu, je tisto, ker tvoj top of the hill bo na različnem nivoju čez življenje. Zame danes, jaz nisem več svetovni prvak v smučanju, imam druge cilje, imam drugi top of the hill danes. Ampak vedno je pomembno imeti en top of the hill. In ta top of the hill mora biti takšen, ko ga dosegneš, da si zadovoljen, da si srečen. Tako je tudi, ko se vzdiguješ navgor, ko si, ne vem, junior ali pa mladi tekmovalec. Saj, ti nisi zdaj svetovni prvak, ampak ti imaš svoj top of the hill in prihajaš počasi do tistega vrhunskega Everesta. Ampak je pomembno, da je ta motivacija, ta top of the hill, je vedno v tebi. Ona ni odvisna od drugih, ni odvisna o vanjskih faktorjih. Ona je pod tvojo kontrolo. In to so stvari, ki je težko naučiti, ker je celi svet vedno usmerjen na rezultate. Samo rezultati, denar, rezultati, denar, rezultati. Zdaj, jaz sem to naučil, ko sem bil v bolnišnici. Ker takrat nisem mogel delati tisto, ki sem imel rad. Oboževal, In ko ti se to vzame, pol pa razumeš, da je vse to lepo, rezultati, pa slava, pa da te tudi občudujejo, pa tako. Ampak najbolj pomembno in največje zadovoljstvo je biti tam, ko si tam. Da sploh lahko delaš nekaj, v čem tako je. In takrat, ko si tam, imaš priložnost, da dosegaš rezultate, da imaš denar, da te ljudi občudujejo. Ampak, ko ti je to vzeto, ko to ne moreš delati, takrat vidiš tisto vrednost tega. In to je pol, na koncu, jaz sem vedno, se vrnem nazaj, Pierre de Coubertin, ki je rekel, važno je sodelovati. ne zmagati. In to je vedno pravijo, to je luzerska izreka. Ampak v resnici je pa to res. Ker eno brez drugega ne gre. In pol, ko so tvoji rezultati dol, ko nimaš denarja, ko te ljudi ne občudujejo, ti še vedno uživaš v tem. Zato, ker je tvoja motivacija tisto, ki ti nosiš v sebi. In to je tudi zelo lepo, zdaj smo v Sloveniji, sigurno je veliko ljudi, pa tudi bralo Nejca Zaplotnika knjigo Pot, je Nejc Zaplotnik zelo lepo omenil v svoji knjigi. Tisti, ki ima cilj v sebi, je vedno srečen. Tisti pa, ki ima neki vanjski cilj, je samo srečen, ko ga dosega, pol pa je prazen. Veliko stvari si povedal, lahko bi se zdaj še 2 uri o tem pogovarjali. Se pravi, ta top of the hill je v bistvu nek cilj, katerega ti moraš vedno plezati, zato da boš ga lahko, da sploh imaš smisel. Zdaj ti si rekel, da si 150 stopničk osvojil. A veš slučajno, koliko si pa tekem dirkal? To ne. A veš, koliko si krat ven padal? Ausgeschieden. Veliko. Imaš veliko? Imaš selektivni spomin, vidim. Ne, veš kaj je? Ne, bom kar povedal to. Mi smo trenirali na taj način, da te odstope zmanjšamo skoraj do 0. In je bilo interesantno en tak mindset game od mojega očeta, ko smo trenirali. V smučarskem treningu ti moraš narediti veliko ponoviti. In narediš, ne vem, 30 fur v enem dnevu. In on je rekel, ok, zdaj tiste fure, ki jih ne končamo,
se ne šteje. Štejejo samo tiste, ki prideš do cilja. Ker je tako tudi na tekmi. Je malo, ja. Ja. In pol, jaz imam rekord v tekmah, ki sem jih peljal Še brez cilje. odstopa. Aha. Mislim, da sem 12, ali pa ne, več sezono pa pol. 15 ali 17 slalomov sem brez odstopa odpeljal. Pa to je redko, ne vem, ali Ja. je sploh to naredil. No, drugi je, mislim, Manfred Melg, en Italijan, Ja. 15, mislim, da je dve za mano. Ampak je to, redko kdaj smo odstopali, ne? Ampak smo tudi odstopili. Ne? Seveda. Tisto, kaj, Če voziš, odstopaš, ne? ma seveda, ne, samo tudi, če ne dirkaš, pol, to ni dobro, ne. Moraš odstopiti, mislim, dobro je odstopiti, normalno. Sestavni del dirke je odstopanje. Ja, normalno je odstopiti, če si vedno prideš do meje, ne. Vsak išče tisto mejo, ne, in Ja, marsikdaj greš čez mejo. Veliko ljudi v življenju hoče doseči uspeh, pa ne razume, da je neuspeh sestavni del uspeha, ne? Ja, seveda, ne. Pa tako se gre naprej, ne. Mislim, ne moreš ti, kako smo povedali, ne, gre gor, dol, vedno gor, dol. Zanimivo mi je to, ker je to oče rekel, tisto, ko ne pripelješ do konca, ne šteje, ne? Na nek način te je učil, da čim prej pozabiš poraze in da se fokusira za naprej, ne? Ma seveda. Ker večina ljudi, pa tudi v športu je to res, ne, začne ciklati v tistih napakah in to napako non-stop ponavlja v glavi in potem ne more mimo tega iti, ne. O porazih je zelo lepo oče enkrat povedal, jaz sem, ko sem bil pri tistih vseh operacijah, pa tako moj ta glavni cilj je bil vedno olimpijska kolajna. In to me je tisto želo naprej. Mislim, to mi je bila motivacija. Sorry, koliko si bil star, ko si dobil to idejo ali pa inspiracijo, da bi... Za olimpijsko kolajno? Ja. A si gledal koga? Ja, ne, veš, ko smo bili mladi, še otroki, ne vem, mogoče 12, 13, veliko nam je oče razlagal o olimpijskih igrah, pa tako, zakaj je to pomembno in tako. In pol smo mi naredili takšno eno tablico prioriteta v naši družini. Ja. In, Ti, Janica, ja, Janica, oče, ne. In se res v športnem svetu je ni treba razlagati, kaj je to olimpijska kolajna. Ker vedno dober primer je smučanje, ne, ki v smučanju ti imaš svetovne prvake pa zmagovalce svetovnega pokala. Ampak v resnici so zmagovalci svetovnega pokala v smučanju so svetovni prvaki. Ja. Vsi športi imajo svoje neke semantike, različne kategorije in tako, ampak za olimpijske igre, veš, ko si pa olimpijski prvak, ni treba razlagati. Ja, ja. In pol so te olimpijske igre bile zelo visoko, numero 1, ne, pol je pa bil svetovni pokal, pol pa svetovna prvenstva. In od takrat sem jaz bil res motiviran z olimpijskimi kolajnami. In ko sem bil v bolnišnicah, mi je vedno to bil cilj, ne, tisto. Ok, zdaj, ko ravno si rekel, da si bil s tem motiviran, dajmo zdaj pogledati, zdaj pa mislim, da imajo ta posnetek. A vidiš? Koje godine je bilo to? 2001. Kdaj je pol bila kolajna? 2006. Ampak zdaj sem hotel nekaj povedati za poraz. Ne. 2002 so bile olimpijske igre. In jaz sem tam na olimpijske igre prvič prišel kot kandidat za olimpijske kolajne. In zdaj naenkrat mi se odprla šansa, da pokažeš. To je to, ne? Da se spomniš. Bil sem, mislim, da sem bil 3. po prvem teku, ne? Kolajna je bila tako na dohvat ruke, ne vem, kako se pove to na slovensko. Se pravi, tisto 1 leto po poškodbi. Ja. In drugi tek, 5 vratic pred ciljem zahaklam. Slalom je bil. Slalom, ja. In pol. Veš, kaj je težko? Za enega mladega človeka, takrat jaz sem bil 22 let star, je težko razumeti, naslednje igre so za 4 leta. Čez 4 leta. Še le. Ja. Kaj bo bilo za 4 leta? Mi pravimo, ko živ, ko mrtav. Što je zelo dolgo. 4 leta lahko en že neha smučar. Ja.
In pol sem bil tako down, ne? Samo sem bil res down. In sem oče je pol prišel do mene in je rekel, nimaš pravo tako se obnašati. Noben poraz ni končen. Razumeš, ti si zdaj zdrav in samo, če boš zdrav, boš spet imel šanso, da dobiš kolajno. In to se je zgodilo po 2006, 2010, 2014. A me lahko pelješ na štart drugega teka? Ko si tretji poškodbo eno leto prej, veš, da imaš ne cilj, ampak misija se izpolnjuje. Ja. Daj me pelje na štart. Kaj se tam dogaja? Kaj je dialog? Med prvim in drugim tekom je koliko časa? 3 ure so. Kaj delaš? Ješ, kaj piješ? Ja, greš nekaj pojesti doma. Mama je bila takrat tam, ker smo imeli en apartma pri cilju, to je bilo v Salt Lakeu, takrat v Park City, to je v Utah. Nekaj poješ, pol pa ogled drugega teka, malo se pogovarjaš o taktiki s trenerjem in pol ogrevanje, ne, in greš, to je to. Kaj si recimo imel navado, da si se zafrkaval na štartu, pogovarjal z drugim tekmovalcem, ne, si bil v svojem svetu? Jaz sem bil kar v svojem svetu. Aha. In to je tudi, malo se je to menjalo, ta priprava se je menjala skozi leta, pol, ko si že, kako bi rekel, zrel tekmovalec po ne vem, 30. letu, si kar že veš tiste poti, kako se lahko dobro fokusiraš in lahko najdeš veliko lažje tisti zen. Preden pa je, še vedno se malo iščeš tako pred tekom, ampak jaz sem sigurno vedno poskusil biti bolj miren. Ne? In pol leta 2003, ko sem bil svetovni prvak v slalomu, se naučil eno zelo pomembno zame taktiko, ki sem jo zdaj naučil tudi drugim hrvaškim smučarjem, pa Zrinki tudi, ne? Da nobenega ne gledaš v oči. Sotekmovalcem? Ne, nobenega, zero kontakt. Na štartu in tudi prej? Na štart tudi prej, dokdaj tekma ne končuje. Ker to je čisto zapiranje v sebe, ker je zelo pomembno, da bi dobil ta mir pred tekmo, je potrebno izključiti zelo veliko tistih informacij, ki niso pomembne. In v resnici je zelo majhno število tistih informacij, ki so pomembne. Ampak je ogromno število informacij, ki jih dobivaš. In pol je težko prvo razločiti, katere so pomembne, katere niso pomembne, in drugo izključiti tiste, ki niso pomembne. Ja. To je zelo težko, ker je človek je, ne znam, kaj se kaže, biče. Ja, bitje, ja. Bitje, ki ima senzorje, ki mi skozi dobivamo neke informacije, nekaj novega, nekaj vse analiziramo. Ampak za tisto tekmovanje je pomembno samo tisto, kar je povezano s tekmovanjem. Pričakovanja tudi so zelo slabo vplivajo na ta fokus. Ne. Pričakovanja tvoja, pa tudi od drugih, ne. Ker pričakovanja niso del tistega, kaj boš ti zdaj delal. Ti moraš se dopeljati v eno stanje, da med tabo in tvojeg dela ni zavesti. Da ti tisto, kaj boš zdaj delal, narediš nezavestno in čim boljše, čim hitrejše. To je zelo težko. Omeni se besedo zen, ne? Ja. To pomeni, da si v nekem flowu. Ja. Ker šport je tak, ne? Ti ko tam začneš, a si vizualiziral progo? Zelo veliko. Skozi. Zelo veliko se Si vizualizira. znal na pamet, recimo slalomsko progo? Vse. Vsako vratico? Ja. Veleslalom? Vse.
Vsakič. To je normalno. Ki greš dol, ki boš skočil. Ja. To je zelo pomembno. Mislim, malo ljudi ve, čeprav obstajajo znanstvene raziskave, da človek, ko samo misli, recimo tvoja vizualizacija na štartu ali pa skočil bom tam, da v telesu sproži iste signale, elektroimpulze, kot pa da to dejansko se dogaja. Ja. Ker je rekel Jean-Claude Killy, en med največjih smučarjev vseh časov, je rekel, jaz ne rabim snega, da bi treniral. Da bi smučal, da bi Da bi treniral. smučal, ja. Wow, hvala ti za tole. Dajte eno pas. Wow. To je to, ne? No, zdaj se me malo spomnil na to in jaz mislim, da bo marsikdo gledal od športnikov mladih tale intervju. Moj sin Samuel plava, pa tekmuje v plavanju in na zadnje ena, dva tekma v Ljubljani smo šli gledati ta prvi dan, ne? V petek zjutraj on šel na pot in takoj so šli do bazena in bazen in je odplaval, ne vem, 6-7 sekund boljše od svojega rekorda. Ne? Wow. Ja. Potem je pa, midva smo šla domov, on je pa tam ostal v Ljubljani, pa naslednji dan je imel spet tekmo, ne? In je odplaval drugo jutro na tekmi 6 sekund 7 slabše od svojega rekorda. Kaj se je kaj zgodilo v tisti noči, se mora človek vprašati. Ja. In normalno, da smo prišli do zaključka, da je bilo veliko distrakcije. Včeraj sem srečal na fitnessu eno izmed naših najboljših plavalk, Metko. Sem pristopil do nje in sem malo podebatiral, pokritiziral, kako izgledajo danes tekme športnikov, ne? Na tem plavalnem mitingu pa tekmi so vsi tekmovalci bili z telefoni. Ja. In to še 5 minut, 3 minute, dokler jih ni na štart klical, je on telefon tam odlagal. Se pravi, nobene koncentracije nič. In jaz to tam malemu razlagam, samo ti si bazen, tiste muzika, če je treba, in ležiš in brisačeš iz oči in ni nobenega, se ne pogovarjaš. Ja. In zdaj to, mama me gleda, ker so bili hčerki njeni, pa si misli, hvala lepa, da je nekdo zdaj drugi prišel. Ampak to, kar si rekel, je absolutno ogromno distrakcija. Ogromno. Veste kaj, veliko govorimo o temu in veliko debatiramo o temu, kaj je najbolj pomembno in najbolj težko v športu. Najbolj težko je zmagati. Ampak ena stvar je še bolj težja od zmage. To je zmagati spet. In tisti najboljši športniki, pa ne vem, tudi biznismeni, oni zmagujejo. Oni ne zmagajo, oni zmagujejo. In je razina distrakcije po ta prvi zmagi se eksponencialno poveča. Ne? Ker takrat, ko zmagaš prvič, naenkrat imaš 1000 in 1000 prijateljev, vsi te tapkajo po ramenu, ne? Vsi hočejo nekaj od tebe, sponzorji, zdaj reklame, zdaj to. In zelo veliko ljudi se tu zgubi v tem, ker pozabijo tisto, kaj jih je prineslo do ta prve zmage. Kateri so tisti principi, ki so jih prinesli do prve zmage. In tisto se pozabi, ali pa druge stvari prekrijejo te principe in pol ne morejo spet zmagati. Zato je težko je za človeka, ne? Jer vsak človek, veš, zdaj pridemo do tiste slava, novac, ne? To te res te dotakne, ponese se. Ne? In samo tisti, ki lahko to dajo stran, grejo naprej. Na bistvo. Dajo na bistvo. Koliko dni si ležal takrat v bolnici? Ne ležiš veliko v bolnišnici. Ja, Kako dolgo je trajala rehabilitacija? Rehabilitacija 6 mesecev. In potem si ti v 6 mesecih se uspel že pripraviti na olimpijske igre? Ja, jaz sem bil poškodovan v februaru 2001, v novembru 2001 pa sem prvič zmagal v svetovnem pokalu. Ampak to je zadnja operacija iz ene serije, ki je bilo 5 operacij v 3 leta. In sem vse skupaj v 3 leta bil 26 mesecev sem bil v rehabilitaciji. Ta operacija je ta zadnja iz te serije. Tako da je malo treba se dati to v kontekst. Zdaj, ko si se gledal sam sebe, ne?
Kaj si mislil, ko si se gledal? Koliko si bil tu? To je bilo... Kak sem mlad. No, tudi jaz gledam tvoje slike, pa posnetke iz naših prireditev, pa rečem, mater, sem bil mlad, no. Ampak zdaj, ko si gledal tak sebe, kaj si govoril? A si ponosen na ono Ivico tam? Ja, sigurno. Ha? Zelo ponosen. Ja. Mislim, to so bili zelo, zelo težki časi, veš. Danes vedno je lahko biti general posle bitke, ne, pa danes pogledati nazaj in po tistimi tolikimi kolajni in uspehi in to. Ampak takrat jaz sem bil nobody. Ja. Ampak odkje ti ta mindset, ne? Mislim, ti si tam uporabil si močne besede, ne? Ti si rekel, to je moj cilj, ne? Pa si rekel, ne, to ni več moj cilj, to je moja misija. Ja. Koliko je beseda misija bolj močna od cilja? No, veliko. Lej, zato, ker jaz sem na to operacijo prišel po tistimi vsemi operacijami, ki so se zgodile. Se pa tudi, moramo povedati, da takrat, to je bilo, prvič sem se poškodoval težko leta 1998, takrat artroskopija pa rehabilitacija niso bili tako razviti in se je pogosto zgodilo, da bi športniki odnehali po eni takšni operaciji. In zame je to bila pa tretja operacija križnog ligamenta križne vezi na istem kolenu. In zdaj, jaz sem prišel nazaj po prvi operaciji, dirkam, bum, bolnišnica. Ok, pridem po drugi, dirkam, bolnišnica. Tretje, dirkam, bolnišnica. V tem času je pa Janica zmagala prvič v svetovnem pokalu. Si bil kaj ljubosum? Ne, nego sem videl, da tisto, kar smo mi delali, zdaj prinaša cilj. Ja, in ta cilj... Ni bilo sestrsko ljubosumja ali pa... Ne, zato, ker smo mi to skupaj naredili. Janica in jaz tudi verjetno ne bi obstajali en brez drugega. Se pravi, tudi če ti ne bi nikoli osvojil kolajne, pa bi ona bi rekel, to je najne skupno delo. To je sigurno. Mi smo trenirali celo vreme skupaj. Vse. Ona mogoče ni dvigovala tiste uteži, ki sem jih jaz dvigoval, ampak v število ponovitev vse isto. To je moja filozofija trening od mojega očeta, ki je rekel, da so ženske biologijski bolj vzdržljive od moških in da morajo isto tako trenirati. Manj javno reč kot moški, ne? Ja. Daj manj aplauz za ženske. Ja, in pol po vsaki testi operaciji res je to bil en korak nazaj, ne? Takrat se je tudi zgodila tista carving revolucija, vsi so prišli na tiste nove smuči, jaz sem pa bil v bolnišnici, nisem prišel v tisto carving revolucijo. In tudi Tone Vogrinc je povedal očetu, ne bo nič od njega. Ne. A te je to motiviralo še mogoče? A je bilo več takih komentarjev? To sem jaz zvedel pol. Aha, a ta te ni povedal? Ni mi povedal. Kaj ti je povedal, ko si... Pol, ko sem zmagal prvič. Ti je rekel? Ja. Samo je pa fatra motivirala, mislim. Ja, verjetno. In takrat, ko sem jaz to povedal, je Bruno Kovačevič, ki je to posnel, bil zelo mlad novinar hrvaške televizije in je prišel nazaj montirati to objavo na televizijo v Zagreb in so prišli uredniki, ne, in so gledali taj posnetek in oni so vedeli, da sem jaz zdaj že 26 mesecev v bolnišnici. Ne. Oni so rekli, da ni več svoj. Ne. Ja, 100%. Mislim, če še enkrat dobro pogledaš, kar nekaj. Ne. Ja, in pol, zdaj tako je prišlo do enega trenutka, ki je zame bil biti ali ne biti. Zdaj, to je kar malo bolj dolga zgodba, ampak imamo časa. Veš, mi smo vedno zelo veliko trenirali. Danes
imamo srečo, da imamo te očetove dnevnike, da lahko oče je zelo detaljno vse zapisoval. In iz tih dnevnikov, te številke, ki jih je on zapisal tam, so kar danes iz današnje perspektive neverjetne. Misliš v količini treninga? Količina treninga. Mi smo trenirali 3-krat več kot konkurenca. In to je bila ena njegova filozofija, ker v tehničkih disciplinah, pa predvsej v slalomu, so ponovitve zelo pomembne, ne? Ker je veščina, ne? Slalom kot sviranje. Ne? Ja, ja. Moraš veliko ponavljati. In pol mi smo trenirali na ta način. Mi smo vedno trenirali od 9 zjutraj, ko se odpre žičnica, do 1, od 1 do 2 smo imeli pauzo, od 2 do 4 smo smučali. Bili smo prvi na žičnici in zadnji na žičnici. Vsak dan. In za nas je bil, mi smo imeli interno tekmovanje, kdo bo bil zadnji na žičnici. Ker to je pomeni, da si izkoristil dan do konca. Vse smo parkrat tudi mogli malo pešiti tudi, ne? Ker smo ostali prepozno. Ne? Ampak to je bil, zmagovalec si bil, če si ostal do konca. In posem, tu se je razvilo moja ena izreka, ne? Elita prihaja prva in odhaja zadnja. Tako na terminiziranje, ne? Dogovarjanje. In tako smo mi živeli. Veš. Druga stvar, mi nismo imeli denarja. Ne? Imeli smo denarja za žičnico, ne? Ki moraš imeti, da bi lahko treniral. Ampak nismo imeli denarja za hotel. Pol smo pa spali zunaj. Kje? Šator? Ne, v šatoru, v zakloniščih malih, ki smo jih naredili od snega. Od snega, od drva. Ja. Zato smo tudi bili pripravljeni. Mi nismo to delali samo tako. Mi smo živeli vsako leto na Mljetu, v gozdu smo živeli 3-4 mesece. Znači, ko je šola se končala v 6. mesecu, do septembra smo mi bili na Mljetu, brez struje, brez vode, v eni uvali 3 km stran od civilizacije. Cela družina. Cela družina, ja. In tam smo bili in smo se naučili, kako živimo v naravi. In pol, ko smo prišli kamorkoli v Avstrijo, ki smo mogli spati zunaj, ne, smo bili za to pripravljeni. To je Ata vse plansko delo? Ja, plansko. Da lahko tudi pridemo do tistega plana. Ne. Ko je Ata je mene prevzel leta 1990. Do takrat, koliko let si treniral prej? Jaz sem zares začel trenirati leta 87-88. 2-3 leta sem treniral. Koliko si bil star? 7-8. Okay. In je 8, ko sem začel dirkati. In takrat mi smo živeli v Celju, zato pa tudi slovenščino govorim. In sem dirkal za Unior Celje. Zelo interesantno. Tu sem dirkal prvenstvo Jugoslavije. V Mariboru. 19. sem bil. Prve moje stopničke v Sloveniji, tu. Bravo. Tretji v vzhodni regiji. To je bilo leta 1988. In pol, oče je takrat bil trener v rokometnem klubu Aero Celje, mislim, da je danes se imenuje Laško, pivovarna Laško. In on je končal delo in je rekel, ok, zdaj bom poskusil trenirati otroke svoje. Takrat je odšel na ledenik Meltal kot rokometni trener. Zelo tudi pomembno je omeniti, da je on bil v 60 letih v B reprezentanci Jugoslavije v smučanju. Aha, ok, ravno tako vprašal. Ravno tako, kot je bil rokometaški, rokometni je bil ta prvi šport, smučanje je bil drugi. To so bila ta leta, ki je polivalentnost še bila mogoča, možna. In on je prišel na ledenik Meltal, da pogleda, kako trenirajo jugoslovanske reprezentance. Meltal se je odprl leta 87. Je bil mladi ledenik, danes sploh ni več leda, žal.
In takrat je v svoj dnevnik zapisal tisto legendarno besedo, ne, je rekel, ili su oni toliko pametni, ili sam ja toliko lud, ali ovo trening nije. In njegov trening je bil čisti antipod od tiste, ki so delali Jugoslovani in pol Slovenci. Slovenci so delali 10 ponovitev, mi smo delali 30. Slovenci so furali od 9 do 12, mi smo pa od 9 do 1 in od 2 do 4. Mi smo furali vse discipline, vedno. Ni bilo specializacije. Takoj smo, tu smo, veliko smučali, tudi hitre discipline, smo se kar naučili kot mladi že skoke in tako dlje. In tudi tu je bila kondicijski trening in tako. Tako da je ta trening bil skozi drugačen in bili smo malo tako odpadniki. Ja. Lahko smo dirkali takrat od leta 91, lahko smo dirkali slovenske tekme, ampak izven konkurence in z ta zadnjih številkami. Ampak je dobro bilo, ker smo bili tako dobri, Janica precej, da so vsi vedno čakali do zadnje številke. Ki so bili, ne? In pol, mi bi vedno bi ostajali na smučišču zelo dolgo. Po 14 let smo začeli iti, ko sem jaz bil 14, smo začeli smo povečali trening na način, da bi šli v blokih od mesec dni na trening. In takrat zame se je zgodila ta en primer, kaj je to za mene bilo smučanje in zakaj sem toliko ustrajal, ko so prišle poškodbe. Ne vem, kdo je smučal od vas na Meltalu, danes se lahko pride gor z vlakom, pol pa je gondola še, pa prideš na smučišče. Takrat si se peljal gor z avtom, bila je gondola in gor je bil en Jugendheim, tak hotel z skupnimi ležišči, v katerem ni bilo televizora, ne? Internet še ni obstajal. Noben ni spal gor, ker vsi so spali dol v dolini. In mi smo spali gor, ker je bilo poceni, pa smo dobili tudi posebno ceno, ker smo spali v eni sobi, ki ni imela prozora. In jaz sem, ko sem bil 16 let star, v enem kosu ostal 46 dni gor. In to je zelo zanimivo, ker tam obstaja samo smučanje. Ti si na ledeniku, hotel je na 2800 metrov višine. Mislim, to ni hotel. Mi smo jeli svojo hrano in smo spali v tej sobi bez prozora. Ne? In ko prideš z smučanja dol ob 4, vedno je tiho, ker ni nobenega več, vsi so šli dol v dolino. Ne? Ko se zapre tista gondola, ko je tista tišina, in redko kje v svetu je takšna tišina kot na ledeniku, ko ni vetra, tišina, neverjetna tišina. Ti prideš doma, zašpilaš malo gitaro, mogoče se kaj učiš, komuniciraš, razumeš, ni interneta, ne? Ni televizije. In za sestre si tam pa. Bereš nekaj, ne? In potem smo mi sami v tem hotelu bili. Enkrat se je zgodilo, tih 46 dni, oče in Janica so mogli iti v Zagreb po nekaj, ne vem, ne spomnim se več, in prihajala je nevihta v prognozi. Jaz sem ostal gor, ker sem lahko treniral z eni Slovenci, ne? In pač je prihajala nevihta in so tisti žičničarji povedali, lej, jutri bomo mi zaprli, ne bomo odprli gondole, ne? Mi zdaj gremo vsi dol, tudi tisti ljudi iz hotela, ne? Tu so ključi, hotel je tvoj, ne? Koliko si bil star? 16 let? 16, ja. In drug dan je bila
čista nevihta, veter, veš, urnebes. V hotelu tisti zvok, ne. Kako grozljivo. Jaz pa sam v hotelu, gor, dol, lift, to, kuhnja, vse je bilo odprto zame, veš. To je bil moj svet. Jaz sem bil kot na eni vesoljski postaji. Ja. Tam so bila zdaj sem moja pravila. Ne. In to je bilo zelo, zelo lepo. In takrat, v tem obdobju, veš, 16 let so zelo formativna leta. Ne. Ja. Jaz sem res razvil en takšen posebno vezo z hribom, z smučanjem. Veš, tako je nekaj posebno to. Meltal tudi po dnevu, ne, ko se konča dan, takrat je bila še vlečnica, gor ni bilo sedežnice kot danes. Zapre se vlečnica, gor na vrhu hriba je en križ, z tega križa v tistih dnevih, ki so kratki, zimski, ne, se lepo vidi, po 4:30 že sonce gre dol, ne. Lahko se vzpneš gor in gledaš zahod sonca. Ne. Neki posebni odnos sem začel imeti do smučanja, ker sem zelo veliko treniral in jaz sem zelo verjel v to, da kdo veliko dela, bo nagrajen. In ko so se začele dogajati te poškodbe, jaz sem vedel, nisem verjel, jaz sem znal sam. Ne more takšna energija, ki je bila vložena v to, iti nikamor. Prazno. Ja. Ne more, ker je svemir, vesolje je tako narejeno. To se ne dela o malo energiji. Ne. To se ne gre za malo energijo. To se dela celo življenje je bilo v temu. Jaz nisem nič drugo dela. In ko so prišle poškodbe, jaz sem šel naprej. In jaz sem še vedno, nisem verjel, veš, to je, ti vedno me vprašajo, če sem verjel. Ja. V stvari, kot so dan in noč, je ni treba verjeti. Ne, ker vidiš. Ne. Ne, to je tako. Ja. In tako je tudi z energijo. Če je res ogromna energija, ne, jaz nisem malo več treniral kot konkurenca. Jaz sem treniral 3-krat več. Ja. In jaz sem imel pravo na tiste rezultate. To je bilo moje pravo. Moje vesoljsko pravo. Bravo. In seveda, ko se začne težko, ne, ko vidiš, ne gre, enkrat bolnišnica, 2-krat, spet, takrat v enem trenutku, v enih tih operacijah, po eni od med temi operacijami, imeli smo malo slikco v kuhinji doma v Zagrebu, ki je v polju žeje, ne, kako se žetevc. Ja, kosi, ja. In jaz sem bil tako, veš, razočaran. Ne. In mami je samo bila, jaz in mami smo bili doma, jaz gledam to sliko in sem jo vprašal, veš, mami, jaz res verjamem v tisto, svako će žeti ono što je sijao. Zakaj ja ne mogu žeti ono što sam ja sijao? In mami se je jokala. Sad to mama bi se. Ali ja sam verjel, da treba čakati. Ne more, ker, kot sem povedal, to je moje pravo. Zdaj, ena zapora, ok, druga zapora, torej treba 5. Jaz sem rekel, če je 100 zapor, jaz grem čez. Ker to ne more, to ni, jaz grem do konca. To sem tudi tu povedal. Ne? In po tej tretji operaciji križne vezi sem rekel, lej, zdaj je pa to be or not to be. Ne? Bil sem 21 let star. Bil sem že v svetovnem pokalu, ampak okoli 20. mesta. Tako, ne? In takrat, tistih 10 mesecev od operacije do moje prve zmage v svetovnem pokalu, ki je bila v novembru, ne, tega leta, sem živel samo smučanje, samo rehabilitacijo. Nič drugega v mojem življenju ni obstajalo. Ker je prišlo do biti ali ne biti. Tako.
The point of no return. To je tiste, to se kaže all in, ne. Onda je, ako hoćeš all in, onda idemo all in. Vsak dan samo šibanje. Omenil si mamo, da je jokala takrat, ne? A je bila mama bolj taka zaščitniška, da ti kdaj rekla, daj sine, odustani? Ne, zakaj tak, ne? Ali je bil fater, mislim, že danes, recimo, vsi imamo neke otroke v nekih športih, ne? Ja. In vidiš, na tekmah se starši vmešavajo, se ne vmešavajo, ne suflirajo, so vsi trenerji, tebe pa tvoj oče trenira. Ja. Kako zdaj ta vloga očeta, trenerja, nekoga, ki te mora vzgajati v moščega, pa nekoga, ki vzgaja olimpijskega zmagovalca, prvaka svetovnega, kako ga ti gledaš še danes na nek način? Kje si ga gledal kot očeta, pa kdaj in kako si ga potem gledal kot trenerja, ali je to toliko pomešano? To je skroz pomešano. A si imel probleme s tem? Ne. Imel sem z očetom, oče je zelo posebna oseba. Ne. Mislim, a smo povedali tisti za 12 let? Ne, to je zelo pomembno v celi to je stvari, ki sem jaz tudi pozabil omeniti. Takrat, ko je prišel pogledati si trening, to je bilo leta 1990, je on odločil, da bo treniral otroke. Je naredil 12-letni plan. Leta 1990. Tako je. To je ta legendarni njegov 12-letni plan, ki, da mi nekdo pove to zgodbo, tako kot jaz vam zdaj povem, jaz ne bi verjel to, ampak ta plan je na papiru, ne, v njegovem dnevniku, in leta 1990 naredil 12-letni plan z ciljem osvojitve ene olimpijske kolajne v letu 2002. Zdaj, če lahko dobimo kakšno vremensko kapslo, da pridemo nazaj v leto 1990, kaj se dogaja v Jugoslaviji takrat? Eno leto pred ratom. Vojna je pred vrati, v Hrvaški ni denarja, snega ni, smučarjev ni, nič ni, to je za nas Slovenci te ne pustijo štartati. In tako da je on on se je poskusil dobiti sponzorje, zato si misli, da je on nor. Ne? Ampak on je naredil ta 12-letni plan in zdaj preskočimo sve fast forward. Ti si vedel za ta plan? Ja. A ga on je komuniciral s tabo? Ja. Kaj sem jaz vedel? Samo ko bi prišli drugi trenerji ali pa kakšen, ki je bil prijatelj, mi je razlagal, kaj dela, potem sem jaz gledal. Da si to ti, zakaj se gre. Janica, 1-2. Ne, skupaj smo trenirali. Zato sem povedal, Janica in jaz smo vse isto delali. Ampak ni bilo važno, ona ali ti, ena kolajna. Ne? Isto, ena kolajna. Ja. In leta 2002 Janica zmaga 3-krat na olimpijskih igrah in dobi sve srebrno. Nora, glej. 4 kolajne. Ne? In zato očeta so vedno imeli malo za norca, ne? Ker on je vedno, zame je on vedno pred svojim časom. Res. In tisti, ki so pred svojim časom, jih ne razumejo v tem času. On je v rokometu je poskusil, kamorkoli je prišel kot trener, te principe, ki smo jih mi pol delali, prinesti, ne? Ampak so pol bili klubi, veš, politika klubska, ta noče delati, ta hoče, in tako. In je rekel, ok, moji otroki ne bojo v ekipnem športu, ne bojo v rokometu. Ne? Moji otroki bojo v športu, ki je samo štoperica in ni klubske politike. Bravo. In vse tisto, kar je hotel narediti in kaj je delal s temi klubi, je zdaj povsem lahko delal z nami. Seveda, veliko ljudi je to mislilo, da je to zelo ekstremno, zelo ekstravagantno, ampak jaz vam lahko povem, da je ekstravagantno ne zato, ker je hotelo biti ekstravagantno,
nego zato, ker mi nismo imeli tistih resursov, da bi lahko to izpeljali na en normalen način. Vedno se vračamo, ne, pa vi ste se vedno kopali v potokih. Ne. Ja. Potoki so bili mrzli potoki, 5-6 stopinj. Ne. To je bilo, kako oče vas je, veš, prisilil na to. Ja. In pol si misliš, kje so pa zdaj kriokomore, ne? Ja. Kriokomore je 10.000 evrov, ne? Ja. On pa vas je že takrat. Ja, ok. In pol vidiš, kopanje v hladni vodi je regeneracija, ne? Pa kje je on to pobral? Vse takrat niti ni bilo to. On je vse to imel, znaš kaj, najsmešne svega. Danes, pred, ne vem, 5 let, en mi pove, veš, to je Wim Hof, ne? Pravim, kaj pa to Wim Hof, ne? Pravim, pa ta gleda v hladno vodo, loje. Da sem jaz bil v vodi. Kje sem jaz bil v hladni vodi? Nismo videli, kdo je Wim Hof, ne? Danes, škoda dan, mislim, ja, sej je bilo ogromno. Veš kaj, ampak je pomembno povedati, da so v svoji biti, ne, vse te njegovi principi so zelo konzervativni. Samo ni bilo tisti resursov, da bi mislili, Ja, da bi lahko. da imamo kriokomoro, pa da imamo masažo, pa da imamo ne vem kaj. Ne. Mi smo vse to, njegovo inzistiranje na spancu, to je najbolj, ene med najboljšimi primeri. Ja, to sem On je rekel, vprašati, ja. zato, ker smo zelo veliko trenirali. Ne. On je rekel, kdo veliko trenira, se mora veliko počivati, regenerirati. In naš trening, ne, najin trening je bil tako velik, da smo mi 19 mesecev smo trenirali, res težko, ampak smo pol bili 3 meseca na morju. Frag. Nič. Ne, trenirali smo kondicijo Država. po enih mesec, pa pol dni. Ja, vzdrževanje. Ja. In pol so vsi, po tistih treningih, mi smo začeli, vsi so nas poznali potem, da veliko treniramo. Pa Kosteliči trenirajo veliko. Noben pa ne ve, da mi gremo 3 mesece na morje. Samo, neč. Za mene tudi govorijo, da non-stop delam, pa sem 4 mesece na leto fraj. Ja. Ampak veš, kaj je interesantno, ne? To je zdaj tisto, kar smo mi delali, in danes, ko jaz gledam nazaj, veliko mi je jasno mi je. Glej, eden med največji ali pa največji problem treninga je živčni sistem. Ne mišični sistem, živčni sistem. Ko je centralni živčni sistem zelo obremenjen, takrat prihaja do tistega burnouta. Ja. Kaj je zelo zanimivo v tem principu treniranja? Ne? Ti delaš zato, da ti moraš delati ponavljanje. Ne? Ponavljanja pa živci ne občudujejo ponavljanja, ker postajajo rezistentni. Ne? In to je taj trap, ne? Kje je meja. Ko začneš biti rezistenten, grejo rezultati dol. Živci se od vseh teh struktur, ki jih obremenjujemo, to so kosti, srce, žile, mišiči, se najbolj slabo regenerira. Vsi vemo, da če poškodujemo živce, je to zelo velik problem. Če poškodujemo mišico, za par mesecev si nazaj. Če poškoduješ hrbtenino, ne boš več hodil. Ne? In pol, ko veliko treniraš, res veliko, se moraš veliko odmarati. Pa ne v okolju, ki je tvoje okolje. Ker je to tudi del obremenitve. Obremenitva je isti ljudi, iste vaje, ista hrana, iste farbe, vse isto. Glavno poznamo okolje. To je tisto, kaj te obremeni. To smo ravno danes malo govorili. Da. In zato, mislim, refleksno ali ne vem, kako so ljudi sami prišli do tega. Yeah. Mi delamo 6 dni v tednu in dan imamo fraj. Mi imamo tudi godišnji odmor. Ne? Yeah. In kam gremo za godišnji odmor? Ne ostanemo doma. Gremo drugam. Gremo druge ljudi, drugo hrano, zato ker to potrebujemo. Od umor, od
Ja. poznanega. Ne? Tako je. In da živci spet začnejo biti, da spet imajo čiste impulse. Ne? In zdaj v tem primeru je tudi oče, spanec, ne, je bil tako pomemben. Jaz nikoli v svoji karieri, od leta prevzeme, ko sem bil 10 let star, do leta 37 ne treniral. Na smučanju, ko smo bili na treningu, nikoli nisem šel spat pozneje od 9 ur zvečer. Brez zafrkancije. Zdaj mi pa nekaj povej, iskreno. 4 otroke imaš. Jih spraviš od 9? Ne. Okay. Ja. Ampak to je bilo, veš, on je rekel, stari je rekel, ti rabiš, če veliko treniraš, 9-10 ur spanca rabiš. In mogoče tudi popoldan lahko malo spiš. In leta 2010 do 2013 smo mi res dosegli, zame je to bilo savršenstvo treninga. Prišli smo na Meltal spet, zdaj kot superstari, ne. Spet smo spali gor v hotelu tistem, ne. Nismo marali doline, ker to je bil naš dom gore, ne. Ampak je zdaj bila televizija, ne. Yeah. In zjutraj se odpre žičnica samo za nas in od 7 do 9 treniramo hitre discipline, ker je smučišče odprto samo za nas. Yeah. Ob 9 pridejo turisti in mi gremo na tehnične discipline. Nekaj dni smo imeli, da smo trenirali 4 discipline v enem dnevu. Smuk, super G, veleslalom, slalom. Normalno je pa bilo vedno 2 discipline. In obremenitev je bila tako velika, da če ne bi spal popoldan, bi že čutil naslednji dan, da ni več balansa. In to je pomeni, na eni strani imaš, to je kot vaga, ne, tehtnica, ne. Na eni strani imaš v teži obremenitve, a na drugi strani imaš v teži odmora, počitka. In ko je tehtnica v savršeni balansu, imaš enakomerno, to je to. Ne moreš več ni trenirati, niti spati. In to je to. In to, ko najdeš, in to smo mi najdli vedno, zdaj poletje bi bili 4., 5. mesec vedno Meltal, in tam smo trenirali 30 dni zapored, smo bili gor. In to je 3000 metrov višinske. Ne? Ja, praviš, 3-krat ste več trenirali kot drugi. Ne? Recimo, koliko bi lahko rekel, ne vem, Ingemar Stenmark, ne? Ja. A je on bil toliko talentiran, Ja. ali je imel tako tehniko, pa ni rabo toliko trenirati. A bi ti rekel, da si ti tvoje uspehe dosegel zaradi treninga, vztrajnosti, discipline, trdih treningov, bolj kot, ne vem, nekega talenta, ne vem, da se ne moramo reči, koliko je talenta športa, če ne treniraš. Ne? Ampak se pravi, kaj bi bilo pomembno v enem športu? Moraš tehnično obvladati nekaj, ne? Moraš fizično biti dober, moraš tudi biološko, se pravi, tudi hrana, verjetno ne igra neko vlogo, glava, koliko je zdaj, če bi ti zdaj moral porazdeliti med tema, še imaš kaj? Ja, to so me pogosto vprašali. Mislim, da je delo je pa 50, 70, 80%. Zato jer z delom ti lahko zboljšaš vse te nivoje. Mislim, zdaj spet grem nazaj na očeta, ker to niso moje ideje, to so njegove ideje. On je rekel, če človek ni antitalent, ne, lahko vsakega prineseš do vrhunske razine. Moj oče je res v psihologiji čisti behaviorist. Ne. On verjame, da moraš narediti od človeka, kaj god hočeš, samo da imaš 100% kontrolo. Ne. To tudi jaz mislim za naš biznis. Ja. Vsakega lahko naučim klicati, vsakega lahko naučim prodajne razgovor. In je rekel vedno, antitalentov je enakomerno kot talentov. Ne. To je kot Gaussova tista krivulja. Ne. Vsi smo tu nekje v sredini. In talent, če se vzame skupaj z težkim delom, on proizvaja janico. To je übermensch. Ne. Ampak tudi tisti, ki niso, ne vem kako talentirani, ki so poprečno talentirani, z delom lahko so tudi vrhunski.
Druga stvar, ki je tudi zelo interesantna v tej njegovi filozofiji, je, da težko delo proizvaja mentaliteto. In to je zelo zanimivo, ker oče meni, ne, da izkušnje je vse. Da tisto, da z verbalizmom samo dosegneš nekoliko, ne, ampak izkušnja je bolj pomembna. In do vsega, kaj hočeš priti, če si učitelj te osebe, če si trener, ti moraš pomagati tej osebi, da za svojo izkušnjo pride do tega. Ne, da je to projekcija tvoja, nego da bo projekcija tega človeka. In zato je on meni vedno povedal, veš, zato jaz vedno izgledam, kot da ne znam. Ker on pravi, učenje ni dobro učenje. Ti moraš človeka voditi po njegovi poti. To je meni bilo zelo zanimivo. In kaj sem hotel povedati za psihologijo. Ne? Pravi on meni, psihologija ne obstaja. Samo moraš biti močen. Močen kaj? Ja. To je tako ena Fizično, mislim. malce tungovska. Ne, močen. Glava. Vseme. Ker moj oče ima štambilj, ne? Vsak ima neki štambilj. On ima svoj štambilj, na kojem piše znanje je moč, je znanje. Ide v krugu. Znanje je moč, je znanje, je moč, je znanje. Razumeš? Ja. Infinite circle. Ja. Ne? In on pravi, da jedno brez drugega ne obstaja. In on vedno pravi, vidiš, Amerika, ne? Znanje je moč, je znanje, to vse ide v krug, oni razumejo to, zato oni to tako okreću celo vreme. In je rekel, ok, en primer. Moraš trenirati tako, da zmaguješ. Kaj je cilj treninga v športu? Pride on na kineziološki fakultet v Zagreb in vpraša študente, kaj je cilj treninga? In večina je rekla, cilj treninga je zboljšanje psihofizičnih sposobnosti. On pravi, ne, cilj treninga je zmagovanje. Ker zboljšanje psihofizičnih sposobnosti je sredstvo, ne cilj. To je sredstvo za zmagovanje. In ko si postaviš trening na ta način, da ti je cilj zmaga, pol začneš malo drugačno razmišljati. Ker zmagovanje, to, da boš ti najmočnejši, ti ne garantira zmagovanje. Ne. Zmagovanje je skrivnost. Ampak, če si močen, povsod, pol pa si lahko bliže zmagi. Zato je on tudi insistiral na morju. Oba smo, jaz in Janica smo zelo dobri potapljalci. Janica je tudi z 15 leti, že 20 metrov se potapljala in tako naprej. Povsod, veš, poskusil narediti, da si močen. Ker je rekel, ko boš na ta zadnji stopnički gor, ko boš se za tiste stotinke boš se boril, ne, to bo ti prišlo prav, ker ta drugi ne bo imel te znanja. Druga stvar, on pravi, ampak moč je tudi skrivena. Vprašaj si me za Stenmarka. Stenmark je iz Tarnabija. Veš, Tarnabij je malo mesto, tam je Anja Persson tudi. Malo mesto, ki je samo smučanje. Oni samo smučajo. Vedno je mraz, to je na severno gor Norveške, smučajo. Oni imajo to moč. Ne? Mi moramo to proizvesti. Ja, moramo oni imajo. nekam iti. Ja, moramo nekaj iti. Ampak to nije naš svet. Ja. Mi smo, tako kot sem ti povedal, mi smo prišli na Melton. Jaz sem od Zagreba prišel na Melton, z asfalta sem prišel na hrib in se naučil o tem hribu. Ja. Ta hrib je postal del mojega življenja. Takrat, ko se rodiš v Tarnabiju, je hrib že del tvojega življenja.
Ne mi nekaj povej, ker imamo še kar veliko časa, pa bi te še rad veliko stvari vprašal. Kje si se pa kitaro naučil špilati, če si bil toliko na smučišču? To je tudi dobra zgodba. V družini Kostelić, moj dedek je imel 10 brata in 3 sestre v isti družini. In vsi so bili akademsko na obrazovanju. A ni bilo struje. Onda je vsak dan... Ja, pa ni moglo biti, ne. Zato, ker ni bilo struje, vsak dan bil unplugged koncert, vsi so špilali nekaj. In je to bila kot tradicija, pa moj oče je tudi nekaj špilal instrument in je moj dedek mi je, ko sem bil 13 let star, mi je za rojstni dan dal kitaro. Je rekel, vsak Kostelić mora se naučiti neki inštrument. Dedek je pa špilal 7 inštrumentov. In jaz sem bil tako, zdaj, toliko treninga, pa vse to, pa zdaj še gitaro tjebom, ne. In tako jaz sem rekel njemu, ne morem, sem pozabil, pa veš, nisem maral, ne. Ampak sem zelo rad imel dedeka, Leon mu je bilo ime. In to noč, ko je umrl dedek, sem jaz vzel gitaro in sem se odločil, da bom špilal gitaro. In to je bila ena od najboljših odločitev v mojem življenju. Imamo gitaro. Ivica, daj najprej zaigraj eno v spomin svojega dedka. On je vedno tiste stare sviral, ki, veš, ne vem, tiste balade. Ampak ima jedna o Zagrebu. O Zagrebu. To je pesma, koju je on svirao. Evo. To je, mislim da je ime Zagrebačka balada. U Vlaškoj ulici smrdi benzin, najbolje kobase imaju Rabusi sin. La 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 la. Na gornjemu gradu stoluje ban, tamo se ide unutra i van. Danas je isto, tam je sabor, ide se samo unutra i van, ne? Na Jelačić placu stoji depo, na kojemu pišu slova o. La 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 la. La 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 la. Na Zrinjevcu sama svila i lak, a doma se kuha krumpir i grah. La 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 la. Sad je jedna zafrkanska. Kaj nismo feš dečki, kaj nismo čeče, kaj nije naš Smiljan pravo smeće. La 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 la. Onda ide jedna politički nekorektna. Moj tata je šušter, a sin sam mu ja, on voli samo tete, a curice ja. La 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 la. Ja, to bo mančarada, verjetno. Ne vidim, oče te je kar veliko naukov ti je dal, ne? Če bi ti zdaj, recimo, lahko en nauk od tvojega očeta, ki ga je on dal tebi, prenesel na svoje otroke, kaj bi bil? Da je treba delati veliko. Da je treba veliko delati. Da. Mislim, da je najbolj pomembno nauk, ki sem ga jaz naučil,
je povezanost dela in rezultata. Ker je, to se veliko, danes se to kar zgubi, veliko, ne? Ker je ta instant neka kultura, lahko verjameš, ne, če gledaš neki video od Ronalda, da boš jutri špilal kot Ronaldo. Lepo je to verjeti, samo, mislim, je treba delati. Ne? Brez trdega dela ni nič. Delo, pol rezultati. In tudi tista vera v rezultate, o kateri sem obrazlagal, je prišla iz tega, ker sem jaz verjel, da to delo, ki sem ga dal noč, mora prinesti rezultate. Je bil kakšen poseben športnik oziroma smučar, s katerim si še bolj, bom rekel, imel tako tekmovalno vest, da si ga hotel premagati, da ti je šel malo na živce, da si se meril, da si bil bolj na sebe fokusiran, da si hotel koga zmagati. Veš, vsak ima svojega, Schwarzenegger pa Stallone sta imela en drugega. Tisti, ki je v skupnem seštevku pred mano. Tisti, ki je bil na poti. Vsaki. Kdo je bil drugi, ki si ni dobil skupni seštevek? Drugi bil Didier Kuš. Didier Kuš, on je to nakupil v smuku pa v superveleslalom. Ja, ne, mislim, Didier je bil fantastičen tekmovalec. Je zanimivo tako, da tako en uspešen tekmovalec, kako je Didier, on je najbolj uspešni smučar v Kitzbühelu, v enem primeru, da ni nikoli zmagal v skupni seštevek svetovnega pokala. To je zelo zanimivo. Ne? Ampak je bil, druga zelo interesantna stvar bil je vedno športnik leta pred Federerjem v Švici. Ja. Zanimivo, kako je, kaj je Švicarima bilo bolj pomembno. Kdo pa je Ivica? Kosteličko mu vse zmage vzameš, 155 stopničk. Ja, mislim, imam puno interesov. Ne? Ja. Kar ni slabo, ne, ker enkrat zaključiti moraš. Ja. Prej, ko sem zaključil, sem lahko delal tiste stvari, za katere nisem imel čas, ko sem smučal. Končal sem fakultet, pol sem začel veliko jadrati, to je bilo eno novo in je novo športno življenje. Še lepo zaključko kariere. Ja, mislim, kompetitivno. Ne? Ja. Tekmuješ? Tekmujem, ja. Ne moreš brez tekmovanj, ne? Ha, nekako ti je v krvi, ja. Pol pa še vedno veliko smučam, tudi freeride, celi sneg. To je vse tisto, zakaj nisem imel čas, ko sem dirkal. Ne? In najbolj pomembno, oče. Ja, bravo. To je zelo veliko veselje in to je ena dimenzija, ki jo lahko spoznaš samo, ko postaneš oče. Koliko si rekel, so stari otroci? 8 let? 10, 8 in dvojčice so 5. To si vse ustvaril po končani karieri? Samo dvojčice. Aha. Ja. Ostali so prišli prej. Me zanima, glede na to, mislim, kak je žene ime? Elin. Elin, ja, Arnarsdottir. Ona je iz Hrvaške? Ne, iz Islandije. Iz Islandije. Kje ste se spoznali? Na žičnici, seveda. Na žičnici. To je vprašanje, ki ga vsem parom postavim. Zato, ker danes pač se ljudje spoznajo, veš, na socialnih mrežjih, in to je tega veliko. Me zanima, recimo, kje ste se spoznala, kako je to izgledalo in kdo je bil prvi, ki je nekaj rekel. A veš, ta detalj, ne, da smo se spoznala in bolj, ne? Spoznali smo se na žičnici. Ona je takrat, mislim, da je prvič bila na smučanju, da ni bila tekmovalka. Aha, se pravi, ona je končala svojo tekmovalno kariero v Hintertux. Ti si bil na treningu? Jaz sem bil na treningu, ja. Ona pa je bila tam kot turist? Ja, mislim, pomagala eni ekipi kot trener. Ja. In pol, ne vem, če je bilo za nalašč ali ne, ko smo šli z gondole van, ne, ona je pozabila pancerje. Se pravi, v gondoli ste bili? Ja. Ok. Ona je pozabila svoje pancerje
In jaz sem vzel te pancerje za sabo, ne. Potem sem videl, lej, to so pancerji te punce, ki je bila tu. In sem prišel pol do njenega hotela, to so tvoji pancerji, ne, si jih pozabila, nič, bomo nekaj spili, bla, 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 in tako. In imaš 4 otroke, ne? Ja. A si jo že prej opazoval, si vedel za njo? Ali? Ne, To je bil tam prvič videl. prvič, ja. Zafrkavaš. Ja, res. In pol ona je do leta 2008, spoznali smo se leta 2005, Ja. ona je leta 2009 je prišla v Hrvaško Aha. in se naučila hrvaško, Znam. govori hrvaško perfektno. Končala je fakulteto in leta 2014 smo dobili prvega otroka. Wow. Bravo, čestitam, mislim, to je res lepa zgodba. Otroci kaj govorijo? Katere jezike? Islandski govorijo. Islandski? Ja, z mamico islandski, z meno hrvaški. Ja. Normalno. Veš, kaj mi povej, recimo, zdaj veliko smo omenjali ta plezanje na vrh planine, ne? Ko si v dolini, ne? Mene zanima tisti, dva smo na štartu tam, ko si bil tretji po prvem teku, ne? Verjetno, koliko je srč, a ste kdaj merili srčni utrip, koliko je na štartu? Ne, ampak ima en zelo interesanten podatek in to je tudi ena zgodba, ki je zelo pomembna, mogoče, mislim, za vse kot motivacija, ne. Si kar vzburjen, ne, ker je odvisno, katera tekma je, kako je pomembna in kako je težka proga. Najbolj psihično težka tekma je sigurno Kitzbühel, Štrajs, ne. In tam Koliko si se tam spustil? Mislim, da vse skupaj sem bil enih 7-8 let sem smuk vozil, slalom veliko več. In takrat je imela en švicarski institut je delal raziskavo in mi smo imeli tisti belt za merjavo srčnega utripa pa neke ploščice za merjavo G-force. In tisto, kar mi je ostalo v spominu, je ta srčni utrip, ne, ki je bil v miru pred štartom v Kitzbühelu 160. 160 na mir. Na miru. In pol, ko prideš v Mausefale, to je po enih 15 sekund, se spne na 190 in ostaja okoli 190 do cilja, ampak ne zato, ker je to anaerobna aktivnost, nego zato, ker možgani mislijo, da si v življenjski opasnosti. Se pravi, da si v življenjski, kako se kaže, opasnosti, nevarnosti, da. Torej spet prideva do tistega, koliko naše misli v bistvu vplivajo na reakcije v našem telesu. Sigurno. In, znaš kaj, v Kitzbühelu smuk je za me bil zelo pomemben v moji karieri. Jaz, ko sem prišel v Kitzbühel prvič, nisem še nikoli dobil pike v smuku, za svetovnem pokalu. Dobil sem že pike v vseh drugih disciplinah. Smuku mi je manjkalo in veš, jaz sem se s smukom ukvarjal zato takrat, da mi pomaga v drugih disciplinah. Ampak, ko smo imeli plan, da napademo tudi skupni seštevek, smo začeli smučati smuke, vedno trenirati več. Ampak do takrat, ko sem prvič prišel v Kitzbühel, še nisem imel eno piko v smuku. In zdaj slišal sem zelo, zelo veliko o tem smuku. Ta smuk je res legendaren. Zato, ker na začetku je zelo strm. Ja, sem bil na štartu letos. Je kar noro je strmo in v tej strmini je skok, ki je 50-60 metrov dolg in pol za 130 na uro, po 12 sekund greš 130. Prideš v kompresijo, ogromno kompresijo, ne? In tako dalje, mislim, je dolga pot do dol, ima še spektakel do dol, ne? Ok, pridem jaz prvi dan tam, mislim si, ok, zdaj strah me je, ne? In prvič, enkrat v življenju mi je bilo strah na smučanju. To je bilo takrat, ko sem prišel v štart v Kitzbühel. In pravim jaz sebi, ok, strah te je, ampak lej, pridi varno dol, jutri bo boljše, ne.
In štartam jaz in seveda, kako sem nesiguren, ne, napake delam. Nevarno, vse nevarno. Dol na traverzi med ograjo in vraticami sem prišel tako. Res je bilo nevarno. Pridem v cilj, veš, sem bil srečen, ok, v enem kosu, dobro je, to je Kitzbühel, ja. V enem kosu in pravim, jutri bo lažje. Ma vrage, jutri pridem, pa ni lažje. In takrat se je zgodilo nekaj zelo, zelo pomembnega. Na prvim vraticama, jaz sem takrat imel številko okoli, ne vem, 45 ali pa 50, ker nisem imel pik, ne. Na prvim vraticama, takoj po štartu, padem na bok, ne, na notranjo smučo, padem, ker je bila ena luknja, ne. In takrat pride ta switch v glavi, ne. Ker sem videl, da ta smuk je zdaj kot žival, veš, kot zver. Jaz se bojim te zveri, ne. Ampak zdaj sem prišel do konca, ne. Zdaj ili jaz, ili zver, razumeš? Jaz sem bil že dober smučar, že sem zmagal svetovni pokal v slalomu, mislim, nisem bil brez veze, ne. In sem rekel, ok, zdaj ili jaz, ili ti. In full gas do dole, full gas. Super sem imel čase, pridem v cilj, super, drug dan tekma, prve pike v svetovnem pokalu. Za 8 dni potem, smuk v Šamoniju, 8. mesto. Nisem jaz naenkrat bil boljši smučar v 8 dneh. Ne, a klik. to. Razumeš? To je ogromno, to kot se odklene, ne, v glavi. Ampak moraš se soočiti s tem strahom. Ker jaz sem rekel, po tem smuku sem naredil eno izreko za smuk v Kitzbühelu. To beat the beast, you have to be the beast. In to je zelo pomembno, ker To be the beast. to beat the beast. Aha, ok. To beat the beast, you have to be the beast. Ok, je obrnuto. Ti moraš biti zver. Prav. In takrat, ko razbiješ ta strah, neverjetno, kater ogromen korak narediš naprej. Res ogromen. Ker jaz, pazi, v enem tednu nikoli nisem zmagal pik v svetovnem pokalu, pridem v Kitzbühel, se userem, pridem dol, prve pike, premagam taj strah in za 8 dni, 8 sem, ne, mislim. Tako, nisem bil boljši smučar po 8 dneh. Se pravi, padla je ta barijera, Barijera je padla. Ko Roger Bannister, ko je prvi odtekel 4-minute mile, ne, in potem je še hrpa ljudi za njim. In pol, vedno, ko sem prišel nazaj v Kitzbühel, vedno moraš dati res vse. Ker, veš, ko prideš v Kitzbühel na štart, tudi če si treniran smučar, je malo intimidating, malo je zastrašujoče. In ti moraš tam, enostavno moraš, vsak človek v sebi ima ziherunge, ne. Ziherungi tako kot, ne vem, da ne skočiš z zgrade dol. Da ne skočiš na glavo nekamor. Ne. Te vse ziherunge moraš dati van. Zato je na štartu 160. Ker ti zdaj, tvoje telo, ti boš zdaj na eni ogromni strmini, ki je tako ledena, da lahko hokej špilaš na njoj. In vse v tvoji glavi, vse v tvojem telesu ti govori, hej, take it easy, slow down. Ne, a ti praviš, ne slow down. As fast as I can. In to je ta konflikt, razumeš? To je v našem poslu isto, ne? Zato ker jaz vidim, res smo imeli malo priložnost se pogovarjati, ne? Ljudje, lahko jih učiš iste skripte dogovarjanja terminov, ko morajo stranke klicati, ne? Ampak ta strah v glavi sproži reakcijo v telesu, roke se začnejo tresti, srce divje utripa, v želodcu je črvičenje, cmok je v grlu, isto kot javno nastopanje, ne? In potem ljudje zaradi tega straha, tako kot ti rečeš, ne grejo skozi, odnehajo pa padajo tja v life tam, kjer še pač prej bili. Mogoče je tako, kako se rekel, bi samo ta prvi strah premagali, pa bi pol v Šamoniju bili 8. Ne? Ja, ne, res. To je tako zanimivo, ne. Ta korak, ki narediš, ko razbiješ ta strah, to je
neverjetno. Ampak je činjenica, ne, fakt, da je težko, to ni lahko. Tako je, meni je to prišlo v Kitzbühelu, ker jaz sem povedal, hej, stari, ne more tako, ne. Ja. In sem ja baja ili si ti baja. In zdaj moram priti na drugi kraj spektra, tudi v Kitzbühelu. V Kitzbühelu sem jaz imel seveda najboljši svoj smukaški rezultat, zmagal sem v Super G-u, v Kitzbühelu jaz imam vse skupaj, imam 5 zmag. Ja. In leta 2013, jaz zdaj v Kitzbühelu vedno sem dober, ne? Top 10. In spet furam in pridem zadnja traverza. Traverza je tista, veš, ko skočiš, če je kdo gledal smuk v Kitzbühelu, Ja. imaš tisti Hausberg Kantes, Ja. skok po tistim, pol je pa traverza, ki tako visi. Ne? Ja. In tam v hodu v to traverzo vedno je zelo pomembno, kakšna ti je linija. Ne? Ker če nisi dovolj visoko, imaš probleme na traverzi, pa moraš fajtati s traverze ven. Ja. Ker traverza te vedno meče dol, ker ti si pol časa nisi v stiku z podlago, ne? Ti si v luftu. Ja. In tako, ko si v luftu, vedno gledaš Ja. dol. In zato se pol razbijajo tisti ograji dol in tako. In zdaj jaz že, veš, prihajam kot baja. Da se baja, premagal sem ta smuk že zdaj 100-krat, ne. In pridem Hausberg Kante, 5. čas na Hausberg Kante, skočim, moja taktika je bila vedno skočiti čim bolj desno, da imaš časa, da potegneš. In skočim desno. In zdaj v tem trenutku si pomislim, zdaj bom te razbil. Traverza, ne. Jaz pravim traverzi, zdaj bom te razbil. In premočno stisnem, pridem na skok, na hrbet in v ograjo. In to je ta meja na drugem kraju spektra, ne. Razumeš? Ko je zavest premočna. Si že preveč razmišljal? Ne, si podcenil. Podcenil si, ja. Podcenil si. Jer ti sad mislijo, jaz sem zdaj čisti baja, ne? Ti si pa ništa. Je boljše biti malo ponižen. Ne, treba biti uvek fokusiran, ne podceniti. Ne podceniti. Ja. Da. Veliko krat te slišim, govoriš o nekem internem dialogu, komuniciraš z zavojem, komuniciraš z progo, komuniciraš z skokom, Ja. komuniciraš s poškodbo, ne boš me ti, jaz bom tebe. Ja. A si to na glas tudi kdaj govoril? Znaš, Bolj v glavi ta samogovor? V glavi je, seveda, ampak je interesantno zame vedno, ko sem se začel ukvarjati z jadranjem, veliko sem jadral kot samac, ne, sama na jadrnici. Ne. In v tistih dolgih regatah, ko si, ne vem, 5-6 dni sam na ladji, ne, pol začneš tudi govoriti z sabo. Pol tudi govoriš z ladjo, pa z morjem, pa vse, ne. Ja. Ampak nezavestno malo, ne. Ja. Malo nezavestno, ker začnejo ti misli iti v vokal, veš, ne. Še vedno me zanima oni padec 5 vratic pred ciljem po poškodbi. Medalje imaš, misija se uresničuje, Ja. zgrneš se, letiš verjetno do cilja, skozi cilj. Kaj prvo pomisliš, kaj se rečeš? A so solze? Ali jočeš znotraj sebe? Si kdaj jokal, ker si bil poražen? Poražen? Ja, sigurno. Kje si jokal? Doma, v apartmaju? Enkrat sem, pazi situacijo. Jokaš, ko si zmagal, ali ne zaradi zmage. Leta 2011 sem ja dobil skupni seštevek svetovnega pokala. Skupni seštevek svetovnega pokala je veliki kristalni globus, to je največja nagraja v smučanju. Dobre so i olimpijske medalje in vse to, ampak res, takrat sem svetovni prvak za to zimo in to je, ni večje nagraje v smučanju. In 2011 sem to dobil, ta kristalni globus, 2012 sem jaz vodilni v svetovnem pokalu, prihajamo
Roza Kutor, to je v Soči, na test event za olimpijske igre, smuk in kombinacija. In v kombinaciji meni v drugem teku slaloma poči meniskus. Osetim. In vidim, ok, gre, ne, ok. Če lahko stisnem in grem naprej. Vozim, zmagam tekmo, ampak je sezona končana. Ker zdaj, ko se ohladi koleno, idem na operacijo. Ne. In takrat sem vedel, da sem izgubil skupni seštevek. In to je bila ena paradoksalna situacija, ki sem jaz na vrhu stopničk. Ne. Joko. In jokam, ker je končana sezona. Ne. In ljudje ne vejo. In skupni seštevek je out, ker je še 14 tekem do konca in to bojo, pol je Marcel Hirscher zmagal. Ne. Pol mene ne bo. Ne. Tako da je, vidiš, mislim, zmaga. Lahko je kontrast. Ne vem, kako bi to povedal. Ne. To je specifična situacija, ampak vse je, mislim, normalno. Lej, nekaj, kar me na koncu te sezone se je zgodilo, tudi nekaj, kar me je zelo težko pogodilo. Ne. 10 slaloma je v eni sezoni. In zaradi te poškodbe sem ja mogel spustiti 2 slaloma. In prišel sem na ta zadnji slalom sezone še vedno kot vodilni v slalomskem seštevku. Ampak koleno je bilo, jaz sem se operiral in sem prišel nazaj na finale. Ne. Samo zato, da poskusim v slalomu odpeljati do konca in zadržati to mali kristalni globus. Ne. In seveda napako naredim, grem ven. Tisti, ki on je mogel, mislim, da je mogel zmagati, Andre Mirer. Zmaga, jaz ostanem brez tistega. Vse je totalno ono. Jaz sem rekel, v tej sezoni, v koncu te sezone sem se čutil kot, veš, tisti Hemingway, starac in more. Ne. Ko, veš, že imaš ogromno ribo, gotovo je, največjo ribo. Ne. In ti je pojejo morske psine, ker jo ne moreš dati v čovn. Kaj pa recimo oče, ne? Ko si recimo bil, si odstopal, si padal, tisto si dobro rekel, kaj ti je rekel, ne? Da nimaš pravice biti žalosten, odnehati. Kaj pa, ko si recimo zmagoval, kaj pa takrat znal povedati? A je rekel, smiri se, sine? Nekaj takega, lej, jaz v življenju sem imel srečo, da sem lahko treniral in živel z Janico. Ne? Ker jaz nisem v življenju spoznal enega rojenega zmagovalca. Vsi smo mi lahko zmagovalci. Samo jako malo ima tisti, ki so rojeni kot zmagovalci. Vsi se učimo, da bomo zmagovalci. Janica se s tem rodila. Kako to bi? Lej, zdaj bom ti povedal, kaj je to poraz in zmaga za Janico. Janica je bila zelo dominantna. Ne. Ona je bila res naravna sila. Jaz vedno pravim, ima ona greatest of all time, ali nad greatest of all time je nekdo, ko je vesoljc. Ko je, vsi imamo, ne vem pojma. Težko, ja. Scottie Pippen in pol je še Michael Jordan. Ja. On je vesoljc. Ne. Ovi so vsi zemljani, ne. Oni so najboljši zemljani, te pa taj vesoljc. In Janica je bila tisti vesoljc. Ne. In ona je prišla, jaz sem prišel v Salt Lake, ne, in pri kosilu smo skupaj, ne, v apartmaju tistem. In Janica že zdaj je dobila že 2 zlate in srebrno in zdaj bo šla na še eno zlato. Ne. In jaz povem Janici, Janica, to je fenomenalno. Ne. To je zgodovina, ker ti si najboljši alpski smučar v zgodovini olimpijskih iger. Ne. Ona pravi meni, pa kaj? To je samo polovica zgodbe. Zdaj gre zgodba o porazu. Finale svetovne pokala 2005. Janica vodilna do zadnje tekme.
pred zadnjo tekmo izpostavilo se je, da je šla malo v život, noč prije, ne? To je tudi znala. In pride na tekmo in zgubi se skupni seštevek za 3 punkta. Razumeš, kaj je to? Zbog te jebene noči. Ej. To je neverjetno, mislim. Veš, skupni seštevek je, ne vem, 1400 punktov, ne? Razumeš? Pa 3, to je nič, ne? In seveda stari in direktor reprezentance, ne, menedžer in to, oni so živčni slom dobili, ne? Zdaj sedijo v hotelu, prihajam v hotel, oni sedijo, tak majhni stolček je bil, Janica sedi in njih dva, ne? In ta menedžer naš, ne? Kaj je to bilo? Ne vem, nekaj, 3 punkta, bla, bla, bla. Zgubili smo 1 milijon evrov zaradi tega. Janica pa pravi, pa kaj? Razumeš? To je tisto, to je ta moč, ne? Razumeš? Ker ona, njoj zmaga in poraz je pa kaj? To je zanimivo, ker ona je odporna na to. In zdaj prihajamo na koncu, ne, do mogoče zelo jedne lepe simbolike, ne, ki je moj oče meni isto povedal, zakaj je zlato simbol zmagovalcev. Pravi on, vzameš zlato, ne, ga vržeš v morje in ga pustiš v morju 2000 let. Zvadiš zlato iz morja po 2000 let, malo ga obrišeš, ne, in se sjaji, ne. Sija se, ne. Zlato dobijo zmagovalci, ker so zmagovalci odporni na vse. Odporni so na poraze in na zmage. Razumeš? Wow. In to je pomeni fenomenalna stvar. Zakaj je zlato simbol zmagovalcev? Zmagate ne zaslepi, poraz te pa ne zamegli. Nič. Ti si odporen na vse. Ja, dobro si rekel, ne, da so odporni na zmage in na poraze, ampak recimo še en izziv imamo ljudje, to pa je ta sindrom, kaj bojo drugi rekli, pa kaj drugi mislijo, pa piše. Zdaj pa ti si bil slavna oseba, bil si nekdo, ki je imel uspehe, bil si na dnu, bil si poškodovan, zanimiv si za medije, vidiš, da sam, ko se premakneš iz enega smučišča na drugega, ali pa kam drugam, že pišejo o tebi. A so te kaj kritike prizadele? Ne vem, kdaj ti ni šlo, pa so veš, hitro začnejo soditi. Pisali o tebi, govorili, poročali, ali kako si se nosil s temi kritikami? Lej, tu sem imel srečo, ne vem kako, ampak smo tudi kot otroki, kako smo bili, veš, mi smo skozi bili malo drugačni, ker smo vedno trenirali nekaj drugega, vedno smo bili sami, pa so prišli neki, pa pravijo, veš, kako se več ne trenira, ne? To je, zdaj, zastarelo je ta način treniranja, ne? Jaz si mislim, zakaj bi bil zastarelo, ne? Treniramo več, pa to je normalno, ne? Zakaj? Ja, verjamem to, da treba več trenirati. Ampak sigurno, da smo bili vedno, veš, malo black sheep, white sheep, ne? Black sheep, Black, ja, whatever. In a mi ga si imun postal na to. ampak to me ne zadeva, mislim. Lej, da se razumemo, ni to lahko, ampak enkrat je rekel, mi navijači, mi imamo pravo na nekaj. Spomnim se tega. Jaz si mislim, stari, kako ti imaš pravo na nekaj, v kaj nisi vložil nič? Navijač. Da. Ker glej, pravo na kritiko ali na mišljenje, na bilo kaj, imajo tisti, ki so v igri s tabo. Tisti, ki niso nič vložili v tu igru, zakaj so oni meni pomembni? Mislim, jaz od tistih, od navijačev, vzmem tisto dobro, kaj mi dajo. Oni mi dajo dobro energijo. Ko pridem, ne znam, na Sljeme, na dirko, 20,000 navijačev, stari, energija. Ampak z druge strani, ok, kritika te tudi
marsikdaj prizadene. Ne? Ampak si misliš, na koncu, stari, pa to sploh ni pomembno. Ker oni niso v igri, oni niso nič pridonesli tvojem uspehu. Nič. Tisto mišljenje, ki je pomembno, in zato je zelo pomembno imati podporo, familija. Tisti, ljudi, ki imaš rado. Tisti, ki so uložili v tebe. Ne? Tvoja ekipa, koji jedejo iz istega tanjura. V smučanju je to zelo pomembno. Ti imaš ekipo, ki je zelo velika. Jaz sem imel v enom trenutku vedno za sabo 7 ljudi. Vedno. Kdo je izbiral? Oče ali skupaj? Oče izbira. Ampak, veš, to so ljudi, s katerima ti si 280 do 300 dni nisi doma. Ti ljudi so s tabo, niso s svojimi družinami. In tisti ljudi, kaj oni menijo, to je meni pomembno. Najbolj mi je pomembno ono, kaj jaz menim. In kaj meni moj trener. Mogoče zelo mi je pomembno, kaj meni moj trener. Zato, ker sam sebe ti ne vidiš tako dobro in ti ne veš, kje si ti v tistem planu. Veš, ti si guy who needs to work. In ti delaš, on ti da, pravi, danes delaš 10 fur. In ti praviš, ok, 10. On pa pravi, ne vem, danes 20. Ker on gleda v ta plan. Jaz ne razmišljam o tem. Tako je, mislim, hierarhija tudi V biznisu. In, ampak to, kaj mislijo drugi, pa nasploh tisti, ki nimajo pojma, to je shit. Samo danes, lahko vsaki svoje mnenje napiše ti, da si debil, da si kreten. To bude uvijek bilo tako. Uvijek bi bilo, to je veliki hejteri to. Gled, mislim, zame to su jadnici. Res. Dobro ste rekli. Pazi, gled, nikoli negativni stav. Gled, ti imaš razliko. Imaš kritično mišljenje, a može biti negativni stav i pozitivni stav. Negativni stav nikoli ne doprinese nič, pozitivni stav doprinese najviše. Ne? I kritično mišljenje doprinese isto puno. Ampak moraš znati, da so razina rezultata, ne? A šport precej. Šport nije sfera mogočega. Šport je sfera nemogočega. Isto kaj se v datem trenutku zdi nemogoče. Zato je ni treba razmišljati v sferi mogočega. Razumeš? Ker danes mi imamo rezultate, danes 2025, tisti, ki so si zdeli nemogoče v 1925. Znači oni su rekli, ma to je nemogoče. A danas je mogoče. Prema tome, šport ni sfera mogočega, šport je sfera nemogočega. Na taj način moraš tudi pristopiti k tome. Jaz mislim, da tudi v biznisu je tako. Ja, in pol moraš biti ti pozitiven do tega. Ja. In v moji izkušnjami je vedno boljše biti vedno pro. Always pro. Imaš pro, kontra. Pro, kontra. Nije vedno zmagovalna pro. Ampak v moji izkušnji je 6-7 krat od 10 zmagovalna pro. In zato je tudi moj neki logo, ne znam kako se to kaže na slovenski, ja ne oklevam. I don't hesitate. Zato jer sam video da s oklevanjem samo više gubim nego dobivam. Kao što rekao, ne dobivam svakić, ali više dobivam. I to je isto pomembno zato jer akcija uništava neznano. Kad ti napraviš akciju, onda neznano ne obstaja više. Sad je već znano. A čakanje je prepuštanje neznanom da uzme inicijativu. Wow, bravo. Mislim, da bom nekaj kratše pogledal ta intervju, ker se lahko vse
fotokopira na naš biznis, ker način razmišljanja je tako vseeno, je šport ali je posel, ali je drugače privat življenje. Ivica, ti še imaš kar nekaj let življenja pred sabo, jaz močno verjamem. Kut. Ja. Enega dne pa vsakakor bomo mi vsi šli z tega planeta. Ne? Kdo želiš, da bo Ivica Kostelić v očeh drugih ljudi nekoč? Ne samo za svoje otroke, pa za družino. To je posebno vprašanje. Ampak, ko bo se rekel Ivica Kostelić, s čim naj se poveže ta ime pa priimek, da bo to eno močno sporočilo? Če rečeš, ne vem, Ivica Kostelić, to je enako. Ne vem. Če bi vedel, je. Nisem razmišljal o tem. Ker če mene pa Ivica Kostelić, Lej, vedno sem poskusil biti, mislim, vsaki od nas poskusi biti pravičen, ne, vsemu, in da budeš primer, ali da budeš isto odgovoren do sebe. Da meni se lepo zdelo tisto, ko je Bud Spencer umrl, ne, a veš Bud Spencer, ne? Terence Hill. Ja, je rekel zadnje besede. Dobro je bilo. To je to. To je to. Mislim, da me drugi zapomnijo, da so moje besede dobro je bilo. To znači da je dobro bilo i za me i za ljude oko mene. Ok. Ivica, da bo dobro za nas, zasvira još Johnny B. Good. Ali plesanje, ide plesanje. Ali plesanje. Ajmo. Ajde da vidimo, divite se malo. Ajmo razgibat noge malo. Maš gitaro? Ok. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, named Johnny B. Good, whoever never learned to read or write so well, but he can play the guitar just like a ring in the bell. Go, 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 Johnny, 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 be good. He used to carry his guitar in a gunny sack, sit beneath the trees by the railroad track. Old engineers that were sitting in the shade were strumming with the rhythm that the drive was made. People passing by, they would stop and say, oh my, behind a little country boy. Come on, vamos Cupa. Go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go, go Johnny, go, go. Go, Johnny, go, 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 Johnny, be good. Bravo, bravo. Hvala. Ivica Kostelić! Hvala. Ajmo, Maribor! Bravo. Ajde, daj jedan aplauz! I olimpijski prvak! Bravo. Ivica Kostelić! Bravo, Ivica! Evo Ivica! Aha! Ovo, kad sam sada radio s tobom intervju, tebi ovo ne treba, ova knjiga, vi ste vaše verenja, ti imaš prava. Možda nekome drugome promijeni život, bez pravih verenj ne bi bilo ništa. A to ti je knjiga od mene in moje žene, katero smo skupaj napisali, glede kako delati z osebnimi financami. In viš sem ti napisal, naj vam ta knjiga po družini prinese še nekaj dodatnih milijonov. Evo da. Hvala. We are the
Za zime, ne, vse Ivico poznate, ne, smo mi vseeno za prvo pomoč smo nekaj prinesli zame. To je za tebe, da lahko nekaj daš, za Okay. zime. Hvala. Evo, super, hvala. Smiljam, smiljam se. Ja. A evo, imamo još nešto za Wow. tebe. To ti je remek djelo moje supruge, moja Helena ti je to narisala. Če dobro pogledaš, to je v bistvu bi trebao biti metul, vidiš? Ja, vidim. Leptir, pa ne, razumem. Leptir, ja. Ne. Tako da verjamem, da bo to krasilo kakšno steno v tvoji hiši. Hvala. Ja. Ona, veš, tvoje olimpijske Hvala. kolajne so s časoma bolj vredne, tako bo ta slika. Tako je. Hvala lepa. Super. Ja. Evo, hvala Ivica. Imamo kratko pauzo zunaj, se vidimo.